Reč, a si kaj navdušena, ko si prvič, oziroma prva gostja na mojemu podcastu? Ja in ne. Zakaj? Pač mislim, ne vem, tako je, ne vem, težko razlagati vse na nek način ali neki, ne vem, kaj pričakovati, ne vem, kaj me boš spraševal. Ja, pa nič ne vem sploh spraševal, pač načeloma je v bistvu tako da smo šla zdaj na kafe, tule sedimo, imamo nekaj zapit, se vam pogovarjala. V bistvu nam zdaj imel Ki imamo zapit. ne bomo v bistvu imela zdaj intervjuja. Pač malo nekaj te bom vprašal, ne, pa bo itak pogovor stekel, pa se nam pač pogovarjala, kaj bo pač nama prišlo na pamet. Ti lahko tudi mene zdaj sprašuješ, pač mislim, pogovor, v bistvu je bolj to, pač. Sej, če si, ne vem, ti ne vem, bolj ko ne gledaš Joe Rogana, ne, pač v bistvu sem tam dobil idejo za to, pa itak vedno bolj vidim, da so noben noče brat, se trudim, ne vem, nekaj, pač ne to, da jaz se trudim napisati, ampak vidim, da se ljudem ne da več brat, kdo rajš posluša, si dal v avto, posluša, pa sem poštudiral pač prvo nekaj, ne, s prvim začel s prijatelji, da malo tremo zgubim, pa stavo itak, ko je še lažje. Sem li hotela komentirati, če sem pa rekel. Ja, ne, pač prvo začnem stavo, ko je najlažje, a ne, najbolj sem te navajen, bo. Okej, zdaj pa prvo, kdo si, da malo, pa ne rabi zdaj vsebi povedati, zdaj, da 10 minut, pač povej, kdo si, kaj delaš, potem pa itak bojo izvedli, ko... To je najtežji del povedati, kdo si, na kratko. Lahko na dolgo, imamo cajt le. Kdo sem? Sem Teja, to itak že veš. Kaj delam? Sem v bistvu trener oziroma kineziolog. V bistvu delam z ljudmi. Kaj še? Ful je čudo, ko se moraš meni predstavljati, ko itak že vse vem. Ja, malo je čuden. Ja, pač delam v bistvu v športu, trenutno sem dost, kako bi rekla, mislim, kljub temu, da sem trener, itak delam dost z ne glih poškodovanimi ljudmi, ampak recimo na nek način ljudi, ki imajo dokaj posebne potrebe, no, pač telesno ali neki. Tako da ni pač čist klasično trenerstvo v smislu pač hujšanja in ne vem, doseganje fit telesa, ampak v bistvu bolj v smislu doseganja funkcionalnega telesa. Ful me resno gledaš. Ja, poslušaj. Drugač pa najljubši hobi, ali kako ne rečem, oziroma strast v življenju so itak konji, jahanje. Tako da velik del izobraževanja trenutno namenjam tudi temu. In poskušam združiti svoje kineziološke znanosti s konjeniškim svetom, kar se mi zdi, da sicer ni najbolj uspešno trenutno, ne? Ampak ja, no, pač v neko to smer hočem iti, pa bomo videli. Ja, kaj se ti pa zdi, a si bolj, mislim, a ti je bolj, to mene toleč tudi zanima, ne, to zdaj ni ono, da bi zdaj pač že vedel vprašanje. A se tebi bolj zdi, da si ne za konje, za jahače, da se bolj, da bi rajš delala z jahači, kot to, da jih pripraviš na vadbo, mislim, na vadbo na konja, da bojo lahko redi jahali, pa da konja ne bo kaj, pa je posledično pač jahača, ne, tako se povezuje. Ali ti je boljš, da delaš z ljudmi, pa okej, res je, da lahko dobiš človeka, ko je tečen, pa vse pa je težko z njemu dajati, je veliko lažje z enemu, ne vem, ko je tam dajati, pa karkoli, ne. Sam pač a ti je lažje z jahači, mislim, te bolj leče to z jahači, ali te bolj leče to, da bi ti, ne vem, z športniki delala rehabilitacijo, z ljudmi, ne vem, ko imajo gibalne probleme, pa karkoli. A te pač bolj, ne vem, mislim, ali še ne veš. V bistvu je dost eno in isto, kakorkoli pogledaš, tako da pač v vsakem primeru je človek. Bolj je to, da v bistvu gre pri jahanju za neke specifike tudi glede drže. In se mi zdi pač v tem smislu lažje usmeriti v to, kakor recimo, ne vem, v neko rehabilitacijo športnikov. Ampak ja, pač zdi se mi, da v konjeništvu tega res manjka. Pač, da je ja, okej, jahaš, hočeš doseči, ne vem, nek cilj, ampak ta cilj je vedno tako, v 90% povezan s tem, kako bo konj tekel, kaj bo konj naredil. Pač ja, morata biti tim, ampak se mi zdi, da so ful boljš pripravljeni konji, kakor so pripravljeni jahači in da so recimo tudi konji pol podvrženi temu, ne pač jahačevim pomanjkljivostim.
in ful malo ljudi poznam, ali pa sem poznala, ki bi karkoli še zraven delu, preden je šel pač ali v sedlo, ali pa pač istočasno, ko je treniral s konji v sedlu, ne pač skoraj noben ne dela tako nad zase zraven in se mi zdi, da bi jim lahko to dosti olajšalo. Tako da pač kar se samega trenerstva tiče, se mi zdi, da je pač tako in tako eno in isto, ampak da je bolj to neka Specifika pač. niša in specifika, ja, pač, kjer to skoraj noben ne dela. No. In pač, če se že greš v povezavi z držo, ne, neke, mislim, stvari, pač, popravljanja, korekcije, kakorkoli, se mi zdi to lažje, no, mislim. Ali se lahko reče lažje? Ne, pač vse glih to me je zanimalo. Se pravi, ja, pač, mislim, meni se še vse ne zdi isto, pač jaz ne bi znal, mislim, če bi en meni prišel pa rekel, da njega pripravim za jahanje, ok, jaz bi približno vedel, da mora pač, ok, medenica ne more biti glih ven obrnjena, ne vem, mora biti kolikor toliko močna, ne, ampak ti pa točno veš, na kak način aktivirati medenico, kako ven, mislim, a je bolj potrebno medenico, ali je bolj potrebno na kolčni sklep, da odpre, pač mislim, a veš, kaj mislim, a ne. Jaz to pojma nimam, mislim, ne bi znal tek narediti. Se pravi, ti, mislim, se tebi zdi, da je bolj človek uničuje koja, ko pa koj človeka. Mislim, v večini. Saj ne moreš reči, da zdaj vedno je tek, a ne. Ne, ampak tako si rekla, pač. V bistvu gre čist eno z drugim. Ni pač noben ne uničuje nobenega, ne. Ampak dejstvo pa je, da oboji trpimo posledice en drugega, zaradi tega, ker pač je nek šum v komunikaciji. To je, ne vem, približno tako, kot da bi, ne vem, se midva držala za roko, pa bi jaz od tebe hotela, ne vem, vleč me, na koncu bi pa jaz tebe vlekla. Na nek tak način, ne, in pač ne bi prišla skupaj. In isto je pri jahanju, da pač konju hočeš nekaj sporočiti, niti ne veš, da mu narobe sporočaš, on pač dela zaradi tega, ker na nek način nima izbire. In ker mu ne moreš z besedami povedati, kaj hočeš od njega, ne pač, ko on naredi to, se pravi, ne vem, obrne glavo na noter, kar je bil pač cilj, ti ne veš, čem je on to naredil. Ti pa človeku lahko rečeš, ok, a si čutil to, ne, pač, si čutil tle to pa to mišico, zato da si se obrnil, bilo kaj, lahko opišeš, lahko sprašuješ, ne, pač med tem, ko dela gib, rečeš, ne vem, zdaj pa tole, pa tole, pa tole. Pri konju pa v bistvu lahko gledaš sam kvati ponud, ne, pa pač, ko si na konju, recimo, če nimaš nobenega, ki te gleda, ok, konj je obrnil v glavo, v redu, to je moj cilj, zmagal sem. Ne, in pač na ta način se dela škoda. Pač, zaradi tega, ker ja, jasno je, da ne moreš imeti oči na 10 koncih, ne, pač, če jahaš, ne moreš gledati še odstal, če si na tleh, ne moreš gledati od gor in obratno in ja, no, pač, ni, da bi se zdaj, mislim, ok, valjda, včasih se tudi namerno dela škoda, ampak v principu gre bolj za to, da so napačna sporočila, napačne informacije, napačno podane informacije, ne, iz strani jahača, recimo do konja, in tudi to, da če nimaš dobrega zavedanja telesa, ne, pač isto, spet, šumi v komunikaciji, ne veš, kaj narediti, ne veš, kva je rotacija, ne veš, kaj je, ne vem, odklon trupa, uno tretje in itak, v teoriji nam je vse jasno, kako mora to izgledati, v praksi, ki si ti enkrat pač na konju gor, ko on dela s svojim telesom, ne, pač... Jaz sem te prav, ja. pa nisem, ne. In ti, ne, ravnotežje začne izzivati zaradi tega, ker pač kar naenkrat si prisiljen v bistvu z medenico ravnotežje držati, drugače si ga navajen na nogah. In je dejansko pač ne glih, da bi te obrnil na glavo, ampak pač ti poruši cel sistem tega, kako si ti navajen čez dan funkcionirati. Tako da, ja, ni glih mačji kašelj, no. So res neke določene specifike in to pač, ker veliko ljudi govori, da na konju sam sediš, ne, pač, kaj pa ti tak se nisi nič matrala, si šla pa si sam sedela tam, ja, sem. Ja, sej, 600 kalorij na 1 uro pa pol, ali? Ja, tako. To smo da reči, da razjasniš. Ti ne pokaže človeku, kako se sedi na konju. Ti človeka v fitnessu pripravljaš fizično, da bo lahko redo sedel na konju. Ne vem, kdo zamejo. To ne vem, či smo prej rekla, ali ne. Ne, nisva. Ti človeka pripravljaš fizično. Se pravi, ne želim biti inštruktor jahanja, nisem inštruktor jahanja v smislu,
priprave, ko nimam nobenega znanja, ne, pač da bi rekla, Tudi ti imaš enega, ko te pripravlja za to. ja, najmanj enega. No, ja. Pač ne znam, nisem nikoli ne ujahala konja, nisem nobenega konja pripravila na tekmo. In tudi nočem, da se zamenjuje, ne, med pač z inštruktorjem oziroma trenerjem za jahanje. V bistvu, kar hočem poudariti, je, da na konju veliko lažje napreduješ, če poznaš svoje telo, in veliko lažje spoznaš svoje telo, kadar je konj out of the picture. Ja, itak. Tako da ja, v bistvu se pravi, katere mišice aktivirati pa kako, zato da ko si enkrat v sedlu, da to znaš, lažje narediš, hitreje dojameš, veliko manj ur porabiš pač v praksi pol na konju, zato da priješ do istega cilja. To je nekako Ja. zapakirano. Zdaj boš pa ti, ne vem te spraševal, kak je stranka, ne, zaradi tega, ker ko si imela ono skupino, tam se nisi mogla z individualno nekaj posvečati, si se vsema, ne. Ja. Ti povej, kaj ti delaš, oziroma kako se ti pripravljaš, pa a narediš kaj za to, da bi bila fizično bolj, a imaš, ne vem, a imaš kondicijsko pripravo, a imaš bolj za moč, ali se bolj prehrani, pač karkoli. Misliš nasploh za stranke ali v kondičnem? Ne, kako se ti pripravljaš, da boš na Liliki bolj sedela? Aha. To mislim. A veš, ko pač, testo imaš šla pola, ne, ampak zdaj nisi imela ono ena na ena še stranke, pač nekega jahača, si imela bolj kot ne skupine. V bistvu imam kar neki. Ja, ampak, a veš, kaj mislim, da bi imela zdaj dlje cajta, da bi videla, da bi koga za tekmovanje pripravljala, pa kaj to imaš tek, ne? Okay. Rekreativne. Ja, večinoma imam rekreativne jahače, tudi individualno. Ene par, ki se dejansko pač tekmovalno tudi ukvarjajo, sem jih imela na skupinski vadbi, to je pač čist drugo, ja, to je pač bolj resno, kondicija, pa da lahko sam, ne vem, vidijo, kakšne imajo omejitve. Kar se pa mene tiče, pri pripravi, ja, ful sem mogla zrihtati dejansko pač levo, desno stran telesa, ne vem, da je čim bolj enakomerna rotacija v eno stran, rotacija v drugo stran, medenica, imela sem nenormalne težave s križem, pač. A to zaradi tega, ko si jahala narobe, ali pa si imela tek problem? Da nisi Vse dobro... skupaj. Po moje je bilo vse povezano eno z drugim. Pač dejstvo je, da sem začela jahati konkretno pri 6 letih. In itak, ko si otrok, si določene termine dosti narobe razlagaš, ne, pač, ko ti inštruktor reče tole nared, tole nared, tole nared, poravnej se, se poravnaš do maksimuma, ki ga imaš, ne, pač sediš kakorkoli, zdaj niti pokazati ne morem. Ampak ja, imela sem ful težave s križem, ko so se verjetno pol tudi čez druge športe še nekako prenesli, ne, pač v samo gibanje. In v bistvu kot 17-letnica, ko sem bolj kot ne vse ostalo nehala trenirati, pač ves čas sem trenirala 3-4 športe naenkrat. Jahanje je bil tisti, ki je pač zmeril stol, ampak takrat je bilo res grozen. Ne vem, pač sej so me sprašvali, ja, pa misliš, da ti jahanje škoduje, valjda si rečeš ne, zaradi tega, ker je to pač ena stvar, ki jo res nočeš nehati. Ampak meni je tako, pač sem se ulegla na posteljo, sem rabila 5-10 sekund, da sem sploh lahko zadihala, ker me je pač tako bolel noter, da nisem mogla nič. Prav hrbtenica se je mogla navaditi na bolj raven položaj. In če se nisem pač usedla na posteljo, pa počasi ulegla kot stara mama, pač dihanje no-go. Tako da to je bilo eno. Drugo je bilo tudi to, da sem prav tako želela sem si, ne vem, recimo, ko sem šla na kakšno masažo, a ne. Prav v glavi sem imela občutek, kako si želim, da mi nekdo smučarsko palico zabija ob hrbtenico noter, pač toliko globok in toliko vse noter me je bolel. Pa nisem vedela pač na kakšen način sploh lahko sprostiš to bolečino in se mi je zdelo, smučarska palica ima res ono koničko, na koncu je še malo špica oziroma malo kovine, pač to, da bi ti res nekam prišel, to bi bilo tako, lahko nekdo to naredi, prav sem, jaz ne moram več živeti s tem. In pol, ko sem začela diplomo pisati na fakulteti za šport, in sem se odločila za temo, program vadbe moči za jahače, ki je v bistvu čist drugače, kot trenutno delam, oziroma je zelo malo vaj s tem, ki jih dejansko uporabljam pri pripravi.
ampak ko sem začela malo brati raziskave, pač do kakšnih vseh poškodb mehkih tkiv in pač degenerativnih sprememb se dogaja pač na hrbtenici in ne, tako, sem sama sepuno žaranca nad glavo, tako ok, ne, pač vemo, od kje prihaja ta tvoja bolečina v križu, od kje in pol sem tudi začela malo več delati z ljudmi drugimi, da se je to pol počasi saniralo in ja, pač vse vaje, vse način hoje, način delanja vseh stvari se je mogel čisto spremeniti. Tudi način delanja v fitnessu, pri vseh športih, od teka, ne vem, teku recimo sem se trenutno čisto odpovedala, glih zaradi vidika tega, ker me zelo hitro zanese, da začnem spet narobe obremenjevati. Tako da, ja, pač, ne vem, malo sem zašla od prvotnega vprašanja, ampak ja, predvsem v bistvu telesno, da se čim bolj izenači levo, desno, prednjo, zadnjo stran, da znaš aktivirati določene mišice, pač kaj jih tudi pri jahanju rabiš, zaradi tega, da pol, ko si enkrat na konju, glih to, da je čim manj šumov, ne, da pač čim bolj veš, kako odreagirati takrat, kadar konj ne odreagira pravilno, ali pa, ko te konj meče iz ravnotežja. Jaz pri Lili imam tako največje probleme, da sva v bistvu, ne, ona ni bila šolana, jaz nisem bila na prav način šolana, oziroma nimam tega znanja z vidika treniranja pač konja in pripravo na tekme. In je tako, kot da bi se bockala dva majhna otroka, pač, kjera ima prav, imam jaz prav, imaš ti, a me boš ti vrgla ven iz ravnotežja, te bom jaz, tako pač, skozi je en tak battle. Tako da, kar se tega tiče, res, telo se poznati, s katerim delom, kjer gib, kako, zakaj, koliko aktivirati, kdaj in to. Čistko, kar se pa, ne vem, same prehrane in tega tiče, v bistvu sem zmer imela željo, ne vem, da ne bi bila Lili pretežka. Pač tako se mi zdi dosti fair, ne, pač mislim, da tudi ona ne rab zelo težkega bremena nositi, ker je že tako težko, pač, ko sama sebe ne ve, kam bi se dala, da bi mogla pol še mene z ne vem kolikimi kilami nositi. Tako da itak gre pač zraven z mojim poklicom in vsem, da pač pazim tudi na prehrano, ne. Tako da, ja, tako nekako. Upam, da sem ti saj približno odgovorila. Ja, ne, pa sej samo to, pač tekst nisi če boš povedala, veš, kak je. Pa sej specifičnega treninga ne moreš povedati, kaj delaš. Delaš pa bolj trening za zavedanje svojega telesa, bolj ko ne pač, ne se zdaj šopaš z nekimi počepi, z nekimi kinami, bolj sebe gledaš, pa kako boš obrnala v sklep, sklep, da boš lahko neki, pač funkcionalna vadba. Funkcionalna vadba oziroma pač res zmobilizirati sklepe do te mere, da pač, ne, da jih lahko uporabim za to, kar jih rabim, ker ne rabim več dvigovati, ne vem, 100 kg počepa, ne rabim več 115 kg deadlifta, sem dubla, ne vem, volumen mišične mase, recimo, ko sem ga hotela, sem sposobna narediti kakšno zgibo in tako. In kar se treninga tiče trenutno, pač mi res ni cilj, da bom ne vem kaj, pa zrezana, pa uno, pa tretje, pa šla na tekmovanje iz tega, pa iz unga, pa iz tretjega, ampak da mi bo res koristilo pri tem, kar pač želim delati v svojem prostem času, tako. Vse je bilo najbolj logično, po mojem. Ja. Pa tu tam si še kdaj malo biješ, to si pozavno povedati, s kakimi... Malo bijem se pa čist z vidika umske sprostitve, to nima nobene veze z Lili, to ima bolj veze z mano, ker še zmer nisem odkrila glih dobrega ventila, kako bi sproščala svojo agresijo. In je trenutno to najboljši način, kako to lahko naredim v dosti kratkem času. Ja, drugače sem pa, tudi sem si prej napisal dva vprašanja. Eno vprašanje je za delavnico. Bila si že na 2 delavnicah, a ne? Oziroma ne na 2 delavnicah, da si bila. Na 2 delavnicah si ti vodila en del delavnice. Ja. Ja. A kaj si to vodila? A si govorila a si sam govorila, si vodila trening, ali si v bistvu to, kar ti delaš, samo da nisi imela individualno, pa si imela delavnico? Ja, v bistvu tako, malo moraš, mislim, malo je prilagojen skupini, ki jo imaš. Ja, itak, ja. Ne, pač, koliko znajo, koliko vidiš vmes že, da znajo. Ampak predvsem sem hotela predstaviti
na kakšen način pravilno aktivirati notranje trebušne mišice, zaradi tega, da lahko ne v sedlu to hitro uporabiš, oziroma da ko ti trener reče, ok, zdaj pa stisnem trup, ne, pač da veš, kaj narediš, zaradi tega, da se ne zviješ v presto ali pa ne, pač narediš, ne vem, pač izbočaš hrbet, karkoli, da imaš zavedanje nad medenico in da pač razločaš med gibom, ki se dogaja v kolčnem sklepu ali pa v sklepu med hrbtenico pa med medenico. Tako, pač, Pravi, to si jim kazala na kak način. Ja, to sem jim kazala pač s pomočjo vaj, tako da so pol tudi ostali, ne, pač vaje valjda sprobali, nič ne pomaga, da jaz to delam, ker jaz to znam. Cilj je njih naučiti, pa tudi pri njih, da se med tem, ko izvajajo, da lahko drugi vidijo, pač ne, vsak za svojega kolega, kje se vidi, da ima težavo, kako se to vidi, na kakšen način jo lahko odpraviš, s katerimi vajami med drugim. Tako da ja, smo šli v bistvu pogledati od vseh, ki so bili na delavnici, če se že na začetku kastujo, recimo vidijo, ne, pač kakšne spremembe oziroma, ne vem, višja rama, nižja rama, medenica rotira na ono tretje, ker to so vse stvari, ki v sedlu ne zginejo. Pač moraš vedeti, Še povečajo se po moje. Še povečajo se, točno to. In ti pač tudi kot inštruktor, trener se moraš tudi tega zavedati, da ja, da če pač tvoj jahač že stoji tako, da bo tudi na konju tako in da ga boš ti lahko silo, koliko češ boš hotel, da bo to ramo dol, ti šel fizično ne mogel. Ne, pač če ne bo še nekje drugje nekaj naredil, da se bo ta rama spustila dol, se lahko na trepalnice postaviš pa, ne, oziroma boš pač res krivo sedel, pa... Ja, najbolj še je tako, zravno lahko zasereš pa vse. Mislim, če že slučajno ko je v redu. Ja, tako da, v bistvu na tak način, no. Je bil namen še pol, ne, naprej, prav delavnico narediti v bistvu prav cel trening, zaradi tega, da imajo res lahko neko vadbeno enoto, oziroma pač prav trening, ki ga lahko izvajajo tako in da pač gremo skozi vse vaje in da pa lahko tudi samostojno delajo, ne pač enkrat, dvakrat, trikrat na teden, kakorkoli. Da ne samo zdaj, samo medenico ono šopaš, da tudi malo kondicija, moč, tako, da tudi ostale, pa ramenski obroč, pa ne, da res zmobiliziraš, ker v bistvu je tudi fajn pri jahanju ti tudi, ne, pač, ko jahaš, še vseeno moraš imeti določeno napetost v telesu, ne, pač ne moreš biti kaj en črv gor, ne, pač dejstvo je, da ne gre, padeš dol prej ali pa, ne, slej. In če ne drugega je fajn, da v bistvu tudi, ko prideš s konja, da se razmigaš, da pač malo sprostiš, ne, pač ti tudi, če imaš tonus ves čas v hrbtu, se ne premika, boš pač zategnen, ko boš to delal 1, 2, 3, 4, ne, tako ka pač ne vem, kakšni trenerji, se zategnejo stvari, pač se ne more biti drugače in ne, fajn je pa, da še vse je malo fluidnosti v telesu, da spraviš tisti kisik pa kri čez vretenca in vse. Tako da ne pač sam z vidika odpravljanja težav tudi tako, da pač lažje živiš, da, ne, da pač imaš vseeno občutek nekega premikanja v telesu. Ne, se glih to znamo, da več ne moreš biti tako na koje, se malo se moraš gibati, a ne? Mislim, pač ni skozi trdo, tudi če prav delaš. Ali je skozi fiksirana medenica. Mislim, fiksirana, zdaj mislim ono fiksirana, tako si rekla, ni pretoka. Ali se more vsaj malo gibati, ne vem, jaz si predstavljam tako da, mislim, še vsaj malo dela medenica zraven, mislim, Medenica, mislim, valjda, sej moraš sproti prilagajati zaradi ravnotežja, ne, ampak v principu, ko te nekdo gleda, moraš gledati kakor, da se ne premikaš, ne, pač to je v bistvu cel smisel glih zaradi tega, da pač nisi špaget, kako Ok, ja, to ja, smisel, da mora biti glih nekaj vmes. Pač malo dela hrbtenica. Se pravim, v bistvu moraš biti glih prav trden, pa glih prav sproščen, da ko te nekdo pogleda kot celoto, zgleda, da se ne premikaš, ne, pač ne smeš biti pa to, ko bolj ti pomožeš še bolj. To ni smisel, ampak še vsem, če ti hočeš ohranjati to zlato sredino, ne, pač, mislim, fajn je, da pol še kaj narediš. Ja, itak, se pravi, moraš gledati vse, tako da bi pripravljala športnika, pač moraš zavedanje svojega telesa, predvsem določenih stvari, ko je specifika, pol moraš imeti malo moči, da lahko zdržiš ti na eno uro pa pol gor na kojo, moraš imeti malo kondicije tudi, se pravi, kondicijski treningi tudi prijejo, pa itak gibljivost pa to tudi zaradi tega, da lahko ti imaš pač, pač imaš športnika dejansko, mislim. To je v bistvu glavni problem, oziroma tako, moj glavni argument, ja, pač da v bistvu
vsak šport, vsi profesionalni športniki iz drugih športnih panog imajo kondicijsko pripravo ločeno od treninga tehnike, ne, pač od piljenja vsega skupaj. Pri konjeništvu tega ni, pač to je ne, ti jahaš, še malo jahaš, pa še konja malo pripraviš, pa še malo jahaš, ne. Pač ni pa tega, ne vem, bom en dan delal še jogo, bom en dan šel teč. Ne gleda to, sam jaham. Pač ni, ti pač jahaš in s tem, ko jahaš, se največ naučiš in največ narediš ne, pač so pa stvari, ki bi pa lahko porabil 3/4 manj cajta, če bi se spravil tudi kaj drugega narediti. Samo to se noben ne gleda. Imam atletino. Ko gledam atlete, on nima kaj druga, ko pa še moč ne dela. Ja. Dela samo šprint, tako si rekla, jahaš, pripraviš, ko jahaš. Ne, to je pa isto atletika. Šprint, še malo šprinta, malo tehnike, pa spet šprint, če imaš to. Nič kaj druga. Ne osredotočaš se na moč, ne osredotočaš se, ne vem, pa povsod, ko gledamo športe, so tak mešane borilne veščine. Fuzbal, pač karkoli. Da je res ne vem, od 20% mogoč, da ima ali defaulta ali enega trenera z licenc, karkoli, ko mogoč malo bolj široko razmišlja, da bi pa lahko naredil kaj druga, ko pa sam fuzbal, sam rokomet, sam šprint. Teda, zastopno, kako bi lahko ti bilo, mislim, kako se počutiš. Sam ti imaš še pa hojiš, ko je še pa jahanje, pa skaj bi hodil na jahanje. Mislim, a veš, ko jih ni velik, pač, težko najdeš. Drugače jih je vedno več. Ja, so fajn, zadaj, sam, vedno več. če jih ni. Ampak, glaven problem, ki ga jaz vidim osebno, pač je res, da jaz tudi nisem glih nek ful močen karakter, pa da bi ne vem kaj vse na velik zvonc obešala in se ful ven metala in promovirala in ne vem kaj vse. V bistvu glaven problem je to, da vsi vejo vse, ne? Pač. Vsak, ne vem, malo več časa jaha, vsak, ki je bil, ne. Ok, zdaj kar se snima. We are back in the game. Cel moja laksa kleje, da. V glavnem, zdaj mogla vam nadoknaditi 20 minut, ker se nama je v mestu gasno GoPro, pa ne vem zakaj, malo se je pregrel. Končala si, da vsi vejo vse. Ja. In pol se je GoPro pregrel, zaradi tega, ker je imel dosti. Končala sem, da v konjeništvu je največji problem, da vsi vejo vse. Da ni tako, kot recimo pri ostalih športnih panogah, a ne, pač, ki imajo od zadaj tim raznih ekspertov, ne vem, od kondicijskih trenerjev, trenerjev za tehniko, fizioterapevtov, tretje, četrto, menedžerje, pač ne, da je za vsakim uspešnim športnikom v bistvu ne samo ena oseba, en trener, ampak več različnih strokovnjakov, ki se povezujejo. Sam je pa tudi vsi vejo vse, se ni sam za koje, tek si tudi, ne vem, imaš kondicijskega trenera, ko on pa misli, da ve pa vse, da on ve pa tudi mobilen, da on ve pa tudi prehrano, a veš, da je tudi posod, tudi pri osebnem trenerstvu. Je tudi drugje itak, ampak pač to sem opazila, da je tako, res en tak šport, ki imaš par ljudi, ki so, ne vem, vplivni recimo, ali pa pač, ki so tako nekako glavni na sceni in oni so pač stručkoti za vse, od tega, kako kon deluje, do tega, kako jahač deluje, do tega, kako boš enega treniral, drugega treniral, ne, pač kako mora vse izgledati. Ampak to je zelo veliko znanja za enega človeka, pač, če mene vprašaš. Toda. Ja, mislim, ne moraš biti ekspert, mislim, v nečem. Če hočeš biti res dober, ne, pač si težko, mislim, ali pač... Težko v vseh stvareh, ja. Ne moraš biti, ali pa vsaj ne deli se, pač. Pač, ali si skuraš možgane, pa pol itak nisi več za ljudem, ki, ne vem, nimaš več socialnih veščin, sploh za komunikacijo, ali pa pač, ne vem, sam nakladaš, ali pa misliš, da pač vse veš, pa dejansko, ne vem, ne veš. Ja. Ne? Ampak ja, ni toliko tega povezovanja, bolj je pač res to razmišljanje, ne, jaz hočem imeti vse zase, pa čeprav ne se naven, mogoče niti ne misliš tako, ampak izpade pa na koncu res, jaz vem, jaz bom, jaz znam, jaz sem to, jaz sem tretje, kam imaš pa ti za pokazati, nič, ne, pač, ne, nisem na tekmi, nisem nisem tretje,
Ne, pač nič nisem, res nisem nič. Če te kdo vpraša, Če me kdo vpraša, bil sam jaham, pa doma imam enega napoinvalidskega pač konička, a ne, ampak ne, pač vem nič. Ja. Ja. Lej, itak, ne vem, a sem prej že to povedal, ali sem to govoril v teh 20 minutah, ko ni snemalo o Egotu. Mislim, da pol. Ko je ni snemalo, ne? Ja. Pač meni se zdi, da so itak najbolj so krivi naši egoti. Mislim, jaz sam pri sebi vidim, če mi kdo pride, že če mi ti rečeš, pač, až da mogoče bi bilo pa tek drugače narediti, okej, sej ti mi nikoli ne rečeš, ne, to pa ni res, jaz se pa ne strinjam s tem, ne. Ti rečeš, a si pa pomislil, da bi mogoče na drugačen način naredil. Meni se že sam tek pri meni zdi ono, včasih sem, prva misel, ko je, kaj boš ti ven govoril? Až pri tebi mogoče glih ni tak, pol, ko malo poštuderam, da sem, mogoče ima pa dejansko, a veš, malo neki smisl, ali pa ti, ko mi rečeš, sem dejansko ono, kura, sam, mogoče bi pa res probal, pač. Sam takoj vidim, da se mi oni ego užge, ne, jaz imam prav, a veš, pa to vidim pri full velik ljudeh, da je največji problem, pač, ono, res, ko mu ti nekaj rečeš, dejansko, težko ti človeku sploh nekot poveš, da bi on sam probo narediti, da bi stvar drugače. Niti to nočejo, ker so prav ono, to se mi zdi, da je največji problem. Res je, če te gledaš, tako smo rekla, če imaš ti širino, ne moreš imeti širine napiflane v nulo. Ampak meni se zdi, da je vseeno boljš, da imaš širino, pa da znaš vsega po malem, ne vem, da si pri vseh na 60%, ampak moraš biti pa tak človek, da si priznaš, da če pa pride en, ko je strokovnjak, ne vem, če sem jaz, ko imam neko širino, pa prideš ti, ko si kineziologina, ko še vseeno malo več veš o rehabilitaciji, ko pa jaz, ko sem trener. Da pa vseeno spremem tvoj pogled, oziroma celo tvoj pogled dam na prvo mesto, pa pol hočem svojega ne to vključiti, ne. In tega zdaj pač ful ni, pač ko gledaš v fitnessu, kopirajo vaje različne, ko sploh ne vejo, pač, a ve, kaj se smeješ. No, pač, kopirajo vaje, ne vem, pa ne zdaj od najo kopirajo, ampak ko gledam, kopira vaje od drugega trenerja, pojo pa, ali pa ga stranka vpraša, zakaj pa je ta vaja? Pa ne ve sploh, zakaj je ta vaja. Drugo dela testo vaja narobe in če delaš ti vaja narobe, lahko koga poškoduješ. Mislim, ni zdaj ono, pač, dec se prije k tebi, oziroma ženska prije k tebi, da se bo neki spremil, a veš, ono, naredil iz neki sebe, ali pa da se bo sam bolj živo, bolj počutil, ti ga pa uničiš, zato ko on tebi zaupa, ko si ti njegov trener, pač, glupo. Ja, ne, pač itak, to je tako, če bi mi uporabljali to širino, ne, pač, ko jo dobiš, ne vem, okej, kaj jaz vem, imam poškodovanega konja, oziroma imam konja, ki ima pač določene težave, ne, sama jih ne znam rešiti. Dobila sem neko širino, ne vem, od osteopatije, od tega, do unga, do tretjega, ta trener, trener, da pač to širino, ki imaš, ne da jo na koncu uporabiš za to, da boš ti vse to delo, ne, pač, zdaj sem pa svojo kobilo rehabilitirala, ali pa ne, pač svojega enega človeka, ampak da pa rečeš, lej, jaz sem delala pa s tem, meni je ful pomagal, pejt do njega, pejt do nje. Se to, tam ljudi pa to ne morejo narediti. Sej, in to je tako, mislim, meni je to v bistvu ful fascinantno, tako, zakaj pač bi se mučil, pa zakaj bi, ne vem, ure in ure pol na koncu vlagal, ne, pač še v to, če pač lahko sam referiraš nekoga naprej, to ne pomeni, da boš ti zgubil stranko, kvečem bo zadovoljen, hvala, ker si me, ne vem, poslala k Moniki, da sem se šel zmasirati tako, kot treba, ne vem, da mi je sprostila tiste fascije, res se zdaj boljš počutam, zdaj bom pa na treningih ful lahko boljš delal. Ljudje mislijo, ti boš poslala njega oziroma njo k Moniki, zdaj ga pa Monika prevzela. Bom šla raje jaz na tečaj od Anatomy Trains, pa se bom jaz naučila, pa bom jaz to naredila, pa čeprav ali pa ne boš šla na tečaj, boš prebrala, kako se to dela, pa boš nekaj naredila. Ali pa bom, ne vem, Moniko poklicala, Moni, daj mi povej tole, bom kar jaz. Pač tega ne štekam, zakva, mislim, kaj nas res toliko omejuje, da pač ne moramo deliti, tudi, ne vem, čist sik scenami je, recimo ta fight, ki je zdaj trenutno med fizioterapeuti pa med kineziologi, tako, če ne bi imela, ne, prijateljce, ene, ki je itak bila že v osnovi na fizioterapiji, pa ene, ki je bila naprej na kineziologiji, pa pol na fizioterapiji, tako, dejansko ne moreš verjeti, da se tepemo, kdo je bolj pomemben oziroma čigavo je delo to. No, fizioterapeuti, ne, bi mogli isto kao z nadvadbo, pa isto, ne vem, voditi vadbo, pa čeprav se sploh niso tega učili,
Medtem, ko od nas, kineziologov, ki pač smo v prvi vrsti tam zato, da ljudi razmigavamo, oziroma pač ne, jih učimo gibalnih vzorcev telovaditi, tretje, moramo pa uznati že vse, kera poškodba, kako jo boš treniral, kaj boš naredil tako. Ne, jaz tega ne rabim videti. Moram videti, kaj pomeni ta poškodba, kere omejitve so, da znaš znotraj tega delati. Ne rabim pa jaz vedeti, kako bom to zdravljal. Pa da če mene človek vpraša, tole me boli, kva je to? Ne vem. Ne? Pač, lahko je to, lahko je uno, ampak pejt nekam, pa se pozanimi. Pa priti nazaj, pa kot je pa priti nazaj, pa ti jaz lahko pomagam. Ne bom pa, ne vem, kva šla zdaj jaz trditi, ja, tole je pa uno, je pa tretje, pa čeprav v bistvu, ne, blago je zanimam, kaj bi lahko bilo. Sej, to smo se že menila, ko sem rekel, mislim, meni je tako vsem dosti tepe, ampak, a veš, ko sem rekel, vsi smo, pač mislim, trener je itak ni zdaj tu zdravno, ampak če že rečeš, pač, jaz bi rekel, da noben ni bolj pomemben, pač vsak je v neki fazi, zdaj imaš enega poškodovanca, rečemo, da je eno karambolo, en športnik, pa mora priti nazaj, da bo lahko enkrat nekaj tekmoval, zlomil si je pa nogo, pa si potrebil križne vezi. On ima prvo operacijo, po operaciji ima rehabilitacijo v bolnici. To so v bistvu fizioterapeuti, tam delajo fizioterapeuti z njim. Ko je fizioterapeut z njim tak dal, da lahko on ima neke osnovne motorične vzorce nazaj, da lahko nekot mišice uporablja, pride k kineziologu. Kineziolog je malo bolj napreden od fizioterapeuta, pa ni tako v kondicijsko vadbo, v močku, pa ne usmerjen v vadbo. To je boljš beseda, usmerjen, pač ni smisel napreden. Usmerjen v vadbo, ampak ni pa tako trener, ko je kondicija pa moč. Pol greš pa ti, se pravi, fizioterapeut, kineziolog, trener. Kineziologi so v bistvu ful pomembni, zato ker so neka umestna veriga, ker od fizioterapeuta pa do trenera ne moreš kar takega skoka narediti. Ne moreš pa tudi priti iz rehabilitacije takoj kineziologov. Mislim, ampak to delajo. Ali pa pridejo direkt iz operacije, pa takoj preskočijo fizioterapeuta, pa grejo ali k trener ali pa k kineziologu. To je pa tudi narobe. Jaz mislim, po mojem mnenju še vsem 3 faze. Fizioterapeut, kineziolog, trener. Mislim pa tudi v končni fazi, ne, več ljudi, ko daš čez, več ljudi, ko ti poda mnenje, bolj se mi zdi, da si lahko na koncu naučiš pravi poti z neko ta pravo sliko, kaj boš, kako boš, ne, ker pač... Vsak ima malo svoj pogled. Tudi če imajo vsi trije prav, bo vsak malo drugačno na nek način povedal. Točno to, ne, in pač pol res lahko nekako narediš tako celoto in iz tega nekaj zaključiš kaj in kako, ker če pa, ne vem, je ena oseba, ne, pa pač se mi zdi, se že toliko časa tudi sam ciklaš v vseh teh problemih, da recimo ene druge stvari sploh opaziš, ne. Ja, itak, ne, se to je pa, se ne moreš. Jaz fulkrat, ne vem, tudi tako, ne vem, če pošljem kakšno svojo stranko, recimo, ne, naprej, v bistvu sploh nočem kaj dosti povedati, kaj se z njo dogaja. Unmo, ko pošliš. Ja, ko imaš že kar zaradi tega, da ne ostane on tudi v nekem tem krogu razmišljanja, aha, ona je pa rekla tole pa tole, ne, zdaj bom pa jaz tudi gledal, kaj bi na tem lahko bilo tako, ne, pač, daj ti jo poglej, ali pa ga poglej, pa reč, kaj je, pa da vidva, a so prišla do približen iste stvari, ne, vsak po svoje. Tako da, pač, to se mi res zdi prednost, ne pa slabost, da pač sodeluješ z drugimi ljudmi. Pa da je toliko različnih stvari, pa da en za drugi stvari in da to ne pomeni, da pač nisi kompetenten, pa da ne znaš, ampak pač sam, ne, da, širina. Ne. Isto se mi zdi, sam pri zdravnikih, sam to je še pa hujš. Oni imajo pa v 8 letih, pa ne vem, če imajo 10 ur prehrane, tak, ne vem, a veš 10 ur prehrane, pa se to je prehrani. Nimajo 10 ur vadbe, oziroma kak se z vadbo ukvarjati, ti svetuje, kak se ti z vadbo ukvarjati. Oni so še pa hujš, pač mislim. Zato, ko so zdravniki, oni so izobraženi, oni so delali ne vem koliko 10 let faksa, oziroma še več, ali pa še manj, ne vem, specializacija, bla bla, v glavnem velik, ampak on ima, tudi če nima pojma, kak se počep naredi, pa karkoli, on bo svetoval, kaj ti da. Ampak itak ne bolj svetuje, priješ tja, pa reče, 3 tedne počivi, malo hladi pa to. Počivi pa še kakšne protibolečinske da ne boš čutil. Da ne bo, ne, da se malo netje pomiri tako, sej v redu, 1 dan, 2, maybe 3, odvisno, koliko je hodil sam. Ne, pač to pri zdravnikih je itak, ne vem, tudi na moj oči, vmes enkrat, ko je bil pri zdravniku na temu pregledu, ko ti naredijo, menedžerski pregled, ko ti v bistvu bolj, ko ne, veš, vse ta glavne komponente pregledajo, v kakšnem stanju si in tako. In so mu rekli, da mora shujšati, ne, pač, da je predebel. To vsak mu reče, ko ima BMI malo več, Pa ajde, ne, pač, vse ga pogledaš, pa res rečeš, ti tam ima pa res trebuščen, ampak nima veze.
In pol sem mu dal nek okviren jedilnik, po katerem naj bi se ne prehranjeval, in pa imaš tako, ja, zajtrk, ne vem, kos kruha z marmelado, bla, bla, bla. Pa imaš pa za malco 3 ali pa 4 ali pa nekaj piškotov, pa a veš, mislim, in kaj boš s piškoti? Mislim, kaj ti koristijo piškoti? Tako zakvabi osebi, ki mora izhujšati, sploh da je piškote na jedilnik. Tako, kje ima tle kakršenkoli smisel, razen, da je zelo priročno, da greš lahko v trgovino, kupaš paketek piškotkov, pa si zraven vzameš še en jogurt, pa imaš obrok. Ne, pač tako, ni Sam po principu kalorije. Gleda se pač neke te klinčeve kalorije, ne, pač, ker itak kalorija je kalorija, nima veze iz kje prihaja, ne. In neki napišejo pa tako, ja, boh ne dej, ne, pač pol človek pogleda tisto reče, tle sicer piše 5, jaz sem pa malo večjih, bom pa kar 7 ali pa 8. Ko ti že tak cukor pade, ko imaš 3-krat premalo kalorij, ko imaš vsi. Ne, tako da pač to pri teh, mislim, zdravnikih mi je res tako, bolj, ko sem v stiku z ljudmi, bolj, ko poslušam tako njihove težave, ko so šli do zdravnikov, kakšne napotke so jim dali, sem prav tako, pa kvaj z mami narobe. Res, tako, delate jih še bolj bolne, kakor pridejo pač hvem po nasvet, ali se počutiš, da si debil, ali se počutiš, da v bistvu si tak sam zmišljuješ, da te karkoli boli, ali pa pač naredijo, da moraš iti zdaj na operacijo, ker ne moreš več tako hoditi po svetu. Tako da. Si videla zdaj za tega mojega diabetika? Ja. Isto. Prišel je tja po enem letu, shujšan 20 kg, prije tja, fajn se počuti vse, kar je prvo, kar bi ga izprašal. Ne, ona itak, krvni izidi, holesterol super, poboljšal, krvna slika, cukor padel, bomo malo zmanjšali inzulin, bla, bla. In zmanjšali smo inzulin, kar je redko, da kjer doktor naredija, ne. Pa reče, pa kaj je naša dieta? Pa on reče, v eno leto že nimam naše diete, a ne pač ono, kako eno leto že nimaš, kaj pa te imate? Ja rekel, vse sem zraven prines pokazati. Je prines zraven list od moje diete. A ste vi nori, vi jete ogljikove hidrate, vi čokoladno mleko pijete, a mi niste kar rekli, da se mi je cela krvna slika izboljšala. Inzulin ste mi zmanjšali, zdaj mi pa težite tule, zato ko nisem na vaše ketonske diete. Ko udajo vsem ketonsko dieto, vsem isti princip, še kalorij ne spremenjajo, pa je to. Pa jej ti, če si 2 metra velik, pač me je Jurija 500 kalorij, samo zato, ko si diabetik, samo da ni cukra med. Na dolgi rok drugače. Sem gledal raziskave. Znajo ketoni bolj škodovati, ko se ti na ketone prilagodiš diabetiku, ko pa cukr. Zaradi tega, ker noben, mislim, redko kdo je, da lahko res drži ketonsko dieto, ta prava ketonsko dieto, to je 20 gramov hidratov. Če ti enkrat zaserješ na ketonski dieti, ko si prilagojen na ketone, ko ne znaš več ogljikovih hidratov kuriti, je konc. Pač, mislim, je konc. Če si res hud diabetik, tip 1, pa da res imaš inzulin, pa da nisi pravi cajt pri inzulinu, da si ga daš, to te lahko ubije. Pač, še vedno ne bolj pomembna metabolna fleksibilnost, zato da znaš ti vse kuriti. Ampak, tako smo rekla, pač ne. 70 let že imamo ketonsko dieto, pred 70 letami je to delovalo, zdaj pa ne bomo šli z jaz sem zdravnik, ne, in tako mora biti. Ne, se sreča, da se bačanje ne pustijo. Zdaj pa, prej, ko ni snemalo, kam je šlo? Ne vem. Prej, ko ni snemalo, sma govorila vprašanja, ne? Ja. Ok, zdaj pa še enkrat pojedo vprašanja, da ima če že kako novo. Ne, noga še ni, imam pa vprašanje od Nejca Hodnika. Še enkrat od Nejca Hodnika, da se bo videlo, kdo sprašuje vprašanja. Zelo pomembna vprašanja. Ja. Pa od Jureta Cesarja. Zdaj pa kar tako smo prej. Prvo, Nejc Hodnik. Koliko dvigneš deadlifta? To je bilo njegovo vprašanje. Ok, se pravi, zdaj, ko bom uspešno, drugič že odgovorila na to isto vprašanje, sam da pač prej se ni posnel. Skratka, trenutno, ker nisem sploh toliko delala v bistvu na moči treningov, več kot 100 kg sploh nisem dvigvala, pač 100 sem dvignila, eno ponovitev, naprej nisem šla, ne zato, ker ne bi mogla, ampak pač, ker se mi ni zdel smiselno, ni bil to niti cilj. V svojih najboljših časih, ko sem pri Andreju Bohtetu še trenirala olimpijsko dvigovanje uteži, sem pa v bistvu 100 kg bila sposobna 8-krat dvigniti, da sem pa največ dvignila, je bilo pa 115.
Okay. Da, Nate Shodnik, upam, da si zadovoljen z mojim odgovorom. Zdaj pa drugo vprašanje, Ja. je pa od Jureta Cesarja, gospoda trenerja. On je pa vprašal, če imaš rada kavo. Ja. Zdaj pa lahko itak o tem še enkrat poveš, pa poveš, kako kavo imaš rada, kako kavo si ti delaš, pa pol še moje vprašanje, popolna mača ali popolna kava, to boš to pol na koncu povej. Se pravi, samo vprašanje, če imam rada kavo. Ja, ful imam rada kavo, verjetno vsi moji Instagram fani in sledilci to vejo, ne. V bistvu sploh ni fora kave in kofeina, da pač bi me dvignili toliko gor, da lahko čez dan funkcioniram. Všeč mi je koncept kave in tega, da si vzameš pač tistih 10-15 minut zase, se usedeš, spiješ kavo, premisliš stvari, narediš okviren plan, pač po okusu mi je dobra, tako da to je eno z drugim. Ampak ja, v principu mi pomeni to pač kot neko meditacijo, kakor sva rekla. Naredim si jo trenutno, turško kavo, z mlekom. Kavo v bistvu pijem kar z mrzlim mlekom. Ne vem zakaj, tako mi je pač najbolj všeč. Majčkeno sem se že naveličala okusa teh kav, ki jih dobiš v lokalu, ki je pogreto, večkrat spenjeno mleko, tako mi kar malo slabo rata, že sam, ko pomislim na to. Tako da trenutno mi najbolj sede pač vroča kava z mrzlim mlekom, malo je še po hladini, pa super, da jo lahko piješ. Medtem, ko mača, mi je pa ful všeč s penjenim mlekom. Dobila sva za vselitveno darilo, oziroma moj rojstni dan, en ful dober penirc mleka. Tako da mača mi je pa da best, če pač imam mačo in ful veliko pence, da lahko še na žličko jem zraven, malo cimeta čez. Ja, je podobno, ne, pač kakor pri kavi, spet, da se usedeš dol, da si vzameš malo cajta. Ni fora pač sam tega, da bi me dvignil, ker realno me itak nič od tega več ne dvigne, ker že toliko časa pijem in ne, toliko rada. Bi pa, ne, pa če bi mi nekdo dal na izbiro eno in drugo, bi verjetno zmeri izbrala kavo. Je pa tako, da se mi velikokrat spreminja tako, ne glih okus, ampak pač so dnevi, ki mi ful paše kava, so dnevi, ki mi ful paše mača. S čim je to povezan, bo povedal že, po njegovi teoriji, kaj se mu zdi. Ampak ja, v principu kava. Ok, to je bilo to od vprašanj, pa itak imaš še kako dobro zdaj sproti. Ja. Ok, moja teorija, zakaj ti imaš nihanja, da en cajt piješ. Mislim, kavo itak piješ vsak dan vsaj enkrat. Ja. Pol pa ti čez dan včasih pa še bolj mača, ne? Ja. Pač, oziroma imaš celo ono obdobje, da par dni piješ mačo čez dan, pa pol spet kafeja, ne, pa pol spet mačo. Zdaj pa, prva stvar, ko sem jaz opazil, je, da si ti ful hitro metabolizem kofeina imaš. Teda, prvo kot prvo je to, da te itak že ne prime kofein. Pač, prvo kot prvo je to. Druga stvar, receptorje imaš ti ful nasičene s kofeinom. To je zdaj teorija, ampak mislim, da je res, če piješ ti 3 kave na dan, pa če te kava z 4 žlicami kafeja ne prime, pol veš, da imaš receptorje nasičene, mogoče imaš celo skurjene. In pač, kaj pa naredi zeleni čaj, oziroma mača, ko je itak najmočnejši zeleni čaj, ima itak uni antioksidant ECG, ne? No, ampak to nima veze, to je bolj zaradi pucanja, ne? Ima L-teanin in L-teanin je v bistvu, ga v bistvu največ najdemo v zelenem čaju v mači, zaradi tega, ker je cel list zelenega čaja zmlet, ni sam posušen list pa namočen, ne? Ti dejansko list spiješ. In po moje ti telo pokaže, tako veš, telo itak ve, kaj rabiš, ne? In ti telo pokaže, zdaj imam pa mogoče še celo za tvoj nivo mal preveč nasičen kofeina, ne? In se ti ne more triptofan zvečer primiti, ker se pravi slab spanc, pač mislim, slabši spanc zaradi tega. And there we go. V glavnem, in L-teanin pa v bistvu puče receptorje, oziroma receptorje za kofein, tam ko bi se mogel triptofan gre primiti, spuče dol. In imaš ti več možnih receptorjev za triptofan, da se ti pač lahko dejansko počuti telo zaspano. Ker ti si dejansko
vidi se ti, da si, ne vem, ono malo, a veš, zjebana, utrujena od celega dneva, ko imaš 5-6 ljudi zaporedoma, pa treninge, ja, ti Lahko ne. je ta zgareče. Ja, pa še rukneš čez kafe, pa ti nič ne pomaga. In dejansko tvoje telo pa reče, zdaj pa jaz malo preskočil na mačo, pa ti mogoče malo spuče receptorje. Teda itak zdaj študiram, da bom vzela L-teanin v praško, da ga zravno kafe delaš, ker je pol sam, v bistvu je to fora, da ti ne kofein toliko receptorjev nasiči. Vroče mače mi ne prvoščuš. Plus, da, ko smo bila naprimer na Malti, Ja. te je po 3 dneh začela... Ne po 3 dneh, kar že prej. A že prej. V glavnem po enem dnevu, 2 te je začela glava boleti, zato ko nisi imela kafeja. To pomeni, da si se dejansko odvajala od kafeja. In tam bi ti mogla izkoristiti, ampak nisi, ker si takoj, ko smo prišli s trajektom na Malto, dejansko na glavni otok, si ti naročila kafej. Ja, sam toliko, da veste, kava na Malti je bila pač toliko ogabna, da je nisem pila, ker imajo, v bistvu kar imajo so tele od Nescafeja, v bistvu instant kave, pač se upravičujem Nescafeju, ne, ni to nič tako povezano, ampak sam način priprave, da je v bistvu, sploh ni tista čist fina zmleta kava, ampak tista, ki je pol že nekako malo sprejet, da so malo večji koščki, ampak še vsem prah in sam tisto preliješ čez, preliješ čez vročo vodo, pa neke Pa še ko filtre. oni, Ben Quick kakao, iste Ja, koščke so. tako, zgleda kot en Benquick kakao in to je pač v bistvu bolj kot ne edini način kave, ki ga imajo in tudi, ko greš v trgovino, sploh ne dobiš zapakirane turške kave, tako ne moreš si tega skuhati. In meni je bilo odvratno in pač sem rekla, ok, rajš nam pila kave, sploh kakor da to gabnijo pijem. In me je res tako nenormalno, me je glava bolela, pa sem si mislila tako, pa Od pismo. sonca mogoče. Ja, na dopustu sem, pač imam se fajn, spočita sem, ne vem, spim, hodim okrog, nič ne delam cel dneve za kva hudiča, bi me zdaj glava bolela. Tako da sem pol dejansko razmišljala, da bi res lahko bilo tega, ker nisem kave dobila, ker pa drugače skozi pijem. Večkrat na dan. Večkrat. Enkrat, dvakrat, sigurno, več pa ne. Pa to so močne kave, to ni ena kavica z eno žličko, ampak je kavica z 2 žličkama vsaj, plus včasih 4, če bi kaj pa. Odvisno od občutka. Ja. V glavnem, zdaj imam pa še jaz eno vprašanje. V bistvu bolj iz tvoje stroke, pač kineziologija, ne zdaj kaj iz kafeja pa to. Okay. Eno teorijo sem razvil, ko sem jo začel testirati tudi na sebi, a ne. Mi smo imeli v šoli, na faksu, smo imeli strojnika, ko je v bistvu ekspert za hipertrofijo, pač na evropski ravni, a ne. Pač on se osredotoča na hipertrofijo in za njega je hipertrofija najbolj pomembna. Jaz sem od njega odnesel to, da je prvo hipertrofija, če bi mogel moč, a ne, označiti bi dal hipertrofija, pa verige, maksimalna moč, zdržljivost, moč, eksplozivnost, a ne. Ja. No, potem smo imeli pa profesorja Porja. Mislim, imeli smo še druge, ampak profesor Porj se je še bolj v to osredotoča, ne. On je pa rekel, da je maksimalna moč na prvem mestu, mislim, maksimalna moč je osnova, pol imaš pa ti hipertrofija, vzdržljivost, bla, bla, ne. In potem sem študiral, ko itak poslušaš... A pa s hipertrofijo, kaj misliš s hipertrofijo? Pač način treninga, bodybuilding metodo? Hipertrofija je itak, hipertrofija vzajema kot nadpomenka hipertrofije. Spravi, bomo noter dala vse. Bodybuilding, 1, 2, vse. Okay, pač hipertrofija, okay, večanje mišičnih vlaken. Okay, Lahko daš tudi hiperplazijo zraven, ne. Razumem. Tako da vse. Pač Samo večanje... to, da vem, kaj si. Ja, večanje volumna, to. Okay. No, in bolj ko ne, tako več treniramo Ben Greenfielda pa to, ne. In je dobil vprašanje zadnjič, kak bi ti, on mu je povedal body type, se pravi, mislim, da je rekel mezomorf, najtežje dobi. Ne, mezomorf je v redu. Ektomorf najtežje dobi. Ja. Ektomorf dobi najtežje mišično maso, pa ful je vele, kar je pač ektomorf čiste, ne? Ja. In ga je vprašal, kak bi on, ko je ektomorf, najhitreje... A se v redu? Ja. Pol je pa začel kombinirati, se pravi, da je v bistvu po 7 tednih, zdaj ne vem točno, kak je on rekel. Ne vem, kak je bil prehod, je začel malo kombinirati, ali mešan, ali šel direkt na hipertrofijo, ne. Okay. In je šel na hipertrofijo in je bil pač, in pa sem študiral, kaj je on naredil s tem, ne. In ni tako logično. Rekrutacija mišičnih vlaken plus, tako si ti rekla, živčne povezave, ne. Ful lažje pol prenese, da pri hipertrofiji, ko ti delaš, da res aktiviraš celotno mišico, ne. No, in jaz sem pač pol zdaj tek rekel, malo bolj se mi mudi. Mislim, malo bolj se mi mudi, ne vem, zdaj 7 tednov rabo, ko mi ni fora maksimalna, mislim, mišična masa, da mi zraste, a ne, ampak mi je fora, da v bistvu testiram, da lahko pri svojih strankah pol to opravim, a ne. In sem pol tek naredil, da sem
Dan sem na prvi trening tak sam za sebe, da sem ga občutil, pa je še kar, mislim, Še kar težek? še kar ugaben, skoraj bi lahko rekel. Vse je fajn se počutiš, pol samo vmes pa ni, a ne? Mislim, vmes je kar fajn. V glavnem, rečemo, da sem imel bench z ročkami in pol sem šel. Greš, 4 serije imaš za začetek. 4 serije, od tega sta 2. Ok, 4 serije Ja. imam, pa imaš razdeljeno na 2-2. Se pravi, prvi dve zgledata v bistvu je maksimalna moč. Tip maksimalna moč, kao 3 do 5 ponovitev, plus izometrija. Zaradi tega, ker sem gledal raziskave, oziroma en mesec ali pa dva nazaj, sem gledal, da so testirali pač normalna moč ali pa moč plus izometrija, se je povečala moč v skupini z izometrijo za 30% več. Se pravi, dejansko dobiš 30% moči več, če delaš izometrične kontrakcije zraven. In pol greš. Se pravi, naprimer, vaja bench press z ročkami. Greš počasi dol z nadzorom, imaš izometrično kontrakcijo od 2 do 3 sekunde, potisneš. In imaš to 3 do 5 ponovitev. Imaš pol minute pauze, narediš še eno isto serijo, 3 do 5 ponovitev, pa imaš pa 1 minuto pauze, pa greš na hipertrofično ponovitev, se pravi tekoče, 3, 1, 2, 2, kakor ti paše, pa z manj kilami itak, da lahko narediš 10 do 12 ponovitev. In v bistvu zgleda tako v 4 serijah, imaš ti v bistvu mišico čisto ubiješ, s tem, da ji predaš stimulus kao rekrutacija mišičnih vlaken, čim bolj živčne povezave, pol pa greš pa še s hipertrofičnimi ponovitvami ubiješ. Me zanima, kako je bilo v bistvu tvoje mnenje, to je bil cel cilj tega vprašanja. Kako je tvoje mnenje, a se strinjaš s tem, a bi bilo možno, mislim, itak bom testiral na sebi, pa bom videl, a ne, sam pač tek, pač. V bistvu se mi zdi tudi, recimo, dosti uporabno to z vidika samega učenja tehnike, ne, da pač res narediš cel gib, da res nadzoruješ v bistvu gib tudi tam, kjer je najtežji, ker pač ponavadi glih tam golfaš. Ja, In tako a ja, misliš prvo izometrične, ko so? Mislim, v Ja, prvem ja, delu. ja, ne. Pač zaradi tega, ker na ta način pol res vključaš vse mišice, ki jih imaš, res delaš s kontrolo, pač tudi takrat, ne, kadar imaš tekočo ponovitev, da zmeri izkoristiš maksimum amplitudo, ki jo imaš na voljo. Tako da ja, se mi zdi, da bi to bilo kar efektivno, ja. Pač, saj zdaj mislim, res in z vidika, ne, pač gibalnega učenja in z vidika, če hočeš res zadeti celo mišico v taki meri, kakor dela. Ja, vse to je mi cilj, veš. Ko pa če gledam, okej, vse ko delaš hipertrofijo, vse se vključi mišica, vse v bistvu glih fora hipertrofije je to, da ti ko jo zmatraš, a ne, morajo vključevati vlakna. Ampak še vseeno se mi zdi, da je mogoče, ko sem delal hipertrofijo enkrat v mesecu, v drugem letniku, hipertrofija je res težka. Pač tam trpiš, ko delaš, a ne, in pol začneš kompenzirati, tudi če paziš, da ne. Zdaj tule pa ni tako težko, ker ni, ne vem, 3 do 5 serij hipertrofičnih, ampak sta prvi dve maksimalni in tam res rekrutiraš mišična vlakna. Pol pa, ker so že, pa mogoče malo bolj sodeluje. Zdaj to je teorija, ampak lej, Ben Greenfield je imel prakso s tem, je dober rezultate, zdaj pa jaz videl na sebi, ja rečem, pač dober rezultate, zdaj upam, da jih bom dobil, lej. Bom pa pri svojih strankah tudi probal, pa bomo videli, kaj bo. Ker res zdaj noč mišična masa nekaj poveča, če sam hočem navideti učinek, pač. Ja, slika me. Ja. Okej. Teba to, pač zdaj zaključiti, če ne bo GoPro še enkrat crkno, Ja. pa da zdaj, da smo prebila malo let. Skoraj se nisi prišel Oli pokazati. Ja, mogoče voli kdaj drugič. V glavnem, v bistvu, zdaj v drugem delu, ker nama je vmes zmanjkalo snemanja, sva v bistvu še dosti enih tem odprla, ki jih zdajle sploh niso, ker pač itak vsakič na en pogovor od Jadra Drugače, malo ja. drgam. Tako da mogoče bova naredila še kakšen part 2 ali pa Ne, part pa 3. se s tabo jih imajo več. Veš, update. Sploh, če vam bo zanimivo pač zagledati na eno debatiranje, a ne? Ne. Ampak ja, za danes. Ja, prvo sem mislil, da bo pol ure, kao velik, pa je kar za eno uro snemamo, vse skupaj malo več skoraj, pa vmes, kar je ven vrglo Pa še vmes po 20 pol minut, ure, ker ja. nama ni, ja. Kar lepo bilo. Lepa. Zdaj pa bom videl, lej, pač. Zdaj pa druge goste. Ja. Lahko dobim. Kar v vrsto se postavite, na e-mail mu napišite, Ja, ne. na page, to vse se. Če ima kdo, tudi od gledalcev, ko ne bojo gosti, če ima kdo kak predlog za kakega gosta, mislim, sem začel prvo s prijatelji, pa to, ko sem rekel, pa z takimi znanci, da malo let prebijem, ker še vsem pač ni
nisem še čisto sproščena, ne. Ampak ko bo pa pol, pa bo začeli biti gosti, kdor bo hotel priti, itak, Klemen je z vsakmo. Nismo še debatirali o piramidah na lunah, nismo še debatirali o fiziologiji, o prehrani, Nočete vedeti o tem. nismo še debatirali o treningu nasploh, zdaj smo bolj tebe predejala, kaj ti delaš. Naslednjič, ko bomo imela, bova šla, ne vem, bolj v trening, ali pa bolj v prehrano, ali pa bolj v piramide na luni, ali pa Ali nekaj. pa bolj To je to.